Hvala lepa, lepo pozdravljeni v prostorih Nove Slovenije. V Novi Sloveniji smo se odločili, da ponovno vložimo zakon o osnovni šoli. Zakaj? Zato, ker je znanje slovenskega jezika ključno za uspešno integracijo. Vemo, da imamo v naše osnovne šole vsako leto več vpisanih otrok, tujih državljanov, katerih materin jezik ni slovenski jezik. Zato v razredu nastajajo stiske, nastajajo problemi, otroci se ne počutijo sprejete, ker ne razumejo slovenskega jezika, pouk poteka nekoliko težje, ker je potrebno dodatno energijo učitelja vlagati v razumevanje snovi in hkrati otroci so nekako v stiski. V Novi Sloveniji zato predlagamo, da se uzakonijo tako imenovane pripravljalnice. Pripravljalnice so namenjene večjemu spoznavanju slovenskega jezika in slovenske kulture. Ustanovilo bi jih lahko več šol skupaj, trajale pa naj bi eno šolsko leto. Seveda se mi zdi zelo pomembno, da tukaj poudarimo, da otroci ne bi bili izvzeti iz razreda, ampak da bi s svojimi vrstniki bili praktično vsak dan pri predmetih, kot so športna vzgoja, likovna, glasba, izbirni predmeti, informatika, skratka, pri vseh ostalih, kar pa se tiče jezika ali pa predmetov, kjer je glavni in pomembni jezik, znanje slovenskega jezika, bi ti otroci seveda se dodatno izobraževali v teh pripravljalnicah. Da smo na pravi poti v Novi Sloveniji, nas spodbuja to, da smo prejeli veliko pisem podpore. Podpirajo nas Združenje mestnih občin, Skupnost mestnih občin in Združenje občin v Sloveniji. Podpirajo nas ravnatelji, podpirajo nas učitelji in veste, kaj je najpomembneje, podpirajo nas starši. Starši otrok, katerih otroci ne znajo slovenskega jezika in starši otrok, kateri jezik je materni jezik slovenščina. In se mi zdi, da je zelo pomembno razumeti, da so ne samo otroci, ki pridejo v razred in ne razumejo vrstnikov, tudi njihovi starši so v stiskah. In mislim, da je tukaj, če želimo res narediti največ za te otroke, da jim omogočimo vključevanje v pripravljalnice. Ampak, se veste, naleteli smo na problem. Prvič, da je vlada rekla, da tega problema v Sloveniji ni. Še več, dejali so, da če bi se ti otroci učili slovenščino, da bi bila večja segregacija. V Novi Sloveniji se s tem absolutno ne strinjamo, ker vemo, da segregacija, stiske so ravno zato, ker otroci se ne čutijo enakovredne, da razumejo vsa navodila učiteljev. Zato lahko rečem, da je čas in da bo Nova Slovenija zakon o pripravljalnicah vlagala toliko časa, da dokler ga vlada res ne bo sprejela oziroma naredila premikov na tej stopni. Preveč se nam zdi pomembno, da se otroci, ki pridejo v Slovenijo, tukaj počutijo sprejete, varne in zato pa je potrebno zagotovo znanje slovenskega jezika. In v Novi Sloveniji, še enkrat poudarjam, bomo to vlagali toliko časa, dokler v bistvu serijsko lahko vlagali, že zdaj napovem, da bomo serijsko vlagali, dokler se ta ignoranca vlade, pa tudi ministrstva na tej točki ne spremeni. Problem je, vsi ga naslavljajo in mislim, da je čas, da se tega lotimo, seveda tako, kot so ga v drugih evropskih državah. Saj nismo edini. Poznamo rešitve dobre in na ta način upeljane v Nemčiji, Finski, Švedski, v Švici, skratka, migracije so dejstvo, to se bo dogajalo in prav je, da mi na nek način, dostojanstven način, to tudi rešujemo. Hvala. Zanima me, kje boste iskali politično podporo ob tem predlogu, da bo tokrat recimo ali pa nekoč, kot ste rekli, pa še vendar skozi tudi parlamentarno silo. Mislim, da vsak, ki je spremljal prvo sejo, kjer smo obravnavali, videl, da nenazadnje je tej rešitvi
ali pa obliki te rešitve naklonjena tudi vlada. Seveda je vprašanje, kdaj bo, ampak mi ne moramo čakati. Mi ne moramo čakati še pol leta, še 5 let. A ne? Tudi v državnem svetu, kjer je bil naš predlog potrjen, so dejali predstavniki, ki prihajajo iz fakulteta, iz Univerze Ljubljana, da je zakon na pravi poti in da so ga podprli zato, ker ga potrebujemo. Tako da jaz ne vidim, da bi iskala politično, mislim, da je politično modro, da to podprejo vse stranke, tudi koalicija. Pa imate, mislim, načeloma zagotovljena podpora druge opozicijske stranke LDS pri tem, ali ste zaenkrat še sami? Na prvi seji lahko rečem, da smo v tej točki, kar se tiče pomoči otrokom, katerih jezik ni slovenski, smo bili že zdaj soglasni. Veliko je bilo pozitivnih tudi iz koalicijske strani razprav, tako da se nadejam, da vendarle bomo ugledali pa potrebo nujo za to, da res imamo uspešno integracijo. Za uspešno integracijo pa je pomemben sam en ključni dejavnik, znanje slovenskega jezika. Janez Črna, 24, gospodinic, povejte, menili ste, da se število učencev, ki ne razumejo slovenskega jezika, povečuje, v katerih delih Slovenije je ta problem recimo temu akuten, pa drugo vprašanje bi bilo pa, odkud bi pa recimo vzeli tako finančno sredstvo za vajalnice, kot tudi kader, kajti vemo, da učiteljev že tako ali tako pri nas primanjkuje. Hvala za vprašanje. Zagotovo je največji problem, tam, kjer dobivamo tudi mi največ pobud, to je mestna občina Kranj, mestna občina Celje, Velenje, Maribor, tudi Postojna, skratka Koper, to so občine, kjer dejansko je naval priseljevanja tudi zaradi potrebe po delovni sili največji. In kar se tiče samega finančnega dela, to je možnost tudi, da se seveda na strani ravnateljev je ta možnost, kako bi te prepravljalnice organizirali, lahko pa se združi tudi več šol skupaj, kar se mi zdi zelo pozitivno tudi z vidika financ in lažje izvedbe in tudi zaradi vidika kadrovske podhranjenosti. Res je, spremembo ali pa kar naglašamo v Novi Sloveniji je tudi to, da bo potrebno spremeniti odnos tudi do učiteljev ali pa do zaposlovanja učiteljev. Imamo resne težave, da praktično kompetentnih izobraženih učiteljev po posameznih osnovnih šolah praktično skoraj ni in potem se to nekam flika, kar pa pomeni, da se potem tudi znanje znižuje in naravno, da se ne bi znanje zniževalo zaradi tega, ker se ukvarjajo mogoče tudi z neslovensko jezikovnimi otroki, je prav, da se te zadeve naslovi in res naša rešitev je prava. Uvedba pripravljalnic, tako kot so naredile to evropske države. Morda še to, omenili ste, preden bi otrok lahko šel ali v razred ali bi bil usmerjen v pripravljalnico, bi moral prestati preizkus razumevanja slovenskega jezika. Kako bi ta preizkus gledal? Ker eno je recimo preizkus slovenščine za odraslega, drugo pa za otroka. Res je, danes mogoče tega naslova nisem tako področje tako naslovila, tudi to predvideva v našem zakonu, da se opravi preizkus znanja slovenščine po predpisanem A1 je obvezno znanje slovenskega jezika, seveda za prvo triado posebej, za drugo triado posebej, za tretjo triado posebej. Če preizkus opravi, gre v razred, če preizkusa ne opravi, se ga vključi v pripravljalnico in seveda z tega področja je to bom rekla, vse, kar je možno, če se hitreje navadi, ne nazadnje se lahko tudi vključi v razred. Skratka, ampak pomembno je, da se jih čim prej pripravi, izobrazi na področju slovenske kulture in slovenskega jezika. To je naš cilj. Po vsaki triadi bi torej opravili preizkus za znanje? Ne. To je, če pride otrok v 6. razred, opravi preizkus znanja zahtevnosti slovenskega jezika za področje 6. razreda, če gre v 1. razred, tako da to je prilagojeno, te triade in znanje so prilagojene starosti otrok. Samo ali ne vključuje tudi tole znanje na vstopni ravni A1, tudi kratko, da se mora otrok znati pisno sporazumevati. Kako potem pričakujete, da bo nek otrok, ki še ne zna pisati, prestal ta preizkus?
No, mislim, da je prvi razred že neko opismenjevanje in je njim tudi seveda neko osnovno sporozumevanje in je tudi za njih določeno, kaj more vsebovati in kaj mora znati. Mislim pa, da je pri teh ravno na slušnem področju pa tudi osnovno sporozumevanje. Če je slušno, potem je tudi lažje naprej. Še enkrat, v Novi Sloveniji res poudarjamo, da je znanje slovenskega jezika ključno za uspešno integracijo, katero si pa seveda vsi želimo.